moj namen, čim več ljudi povezati, med sabo spoznati, da lahko soustvarjamo tudi v bodočnosti bivanjske skupnosti, tako povezovanja in sodelovanja, ker vsak nekaj zna in da se počasi pripravimo na, bom rekla, sistem ali pa neko družbo, bo bolj pravilno, ki ne bo soodvisna od denarja. Take primere dobrih praks že imamo, ampak je treba najprej dvigniti zavest, razumeti, zakaj je treba nazaj na zemljo iti, se pa že pojavljajo tudi posamezniki, ki imajo zemljo, ki imajo posesti in so pripravljeni te posesti dati za sobivanjske skupnosti oziroma povabiti ljudi k temu, da se teh skupnosti udeležijo in prisostvujejo k proizvodnji hrane, neodvisnosti od sistema. Se pravi, jaz sem tudi sama probala, imam tudi ogromno znanja iz tega, da se čim več hrane, tako kot je prej gospa Ana na začetku povedala, vse ostanke predela, tudi če je kakšna zelenjava poškodovana ali pa ugrižena, to se vse da predelati in jaz sem iz lastnih izkušenj povem, v slanico vlagati, to je naša prihodnost. Tako da, Tjaša, hvala ti, tudi ti si zgled dobre prakse, kdor gre lahko po njenih stopinjah, naj se vsekakor posluži tega, vam bo rada pomagala, če se boste nanjo obrnili s svojim zgledom, s svojo prakso. Tukaj imamo tudi zgled izjemno dobre prakse v zdravju. Vidite, kakšni zdravniki so po zdravstvenih domovih, po ustanovah z dušo in srcem. In veste, v kakšni bolečini, s kakšno travmo, strahom so zjutraj vstajali in šli v službo, tako kot mi vsi. Nobeden ni bil izvzet. Tako da jaz se vsem povabljenim, sodelujočim iskreno zahvaljujem. Jaz mislim in upam, da ste dobili ogromno informacij, tudi za razumevanje, da boste razumeli, zakaj so se določeni v stroki obrnili, bom rekla, ali malo umaknili iz tega, ker je bilo enostavno preveč. Se vam je Alenka lepo pokazala, kako hudo je bilo. Tako da, hvala vsem, hvala Tjaša. Mi imamo toliko zapovedati, da bomo mogli še kakšno srečanje organizirati, ker se ogromno stvari dogaja, bomo šli po celi Sloveniji, se podružiti, izmenjati izkušnje in pa direktno delovati, povedati, da se točno ve, zakaj se gre. Ker teh informacij, teh čustev niste in ne boste zvedeli nikjer, kakor samo na osebnih druženjih, kar je edino prav, ker moramo iti nazaj v te stare domorodne skupnosti, ker so ljudje med sabo sodelovali, ampak več o tem vam bo pa kasneje povedal naš ljudski pisar Primož Dorjava. Tako da hvala vsem sodelujočim, hvala za prvi del.